Torej, o kultnih knjigah, kultnih prevodih, prevajalskih in drugih pošastih se bomo danes pogovarjali s pesnikom, romanopiscem, esejistom, prevajalcem, glasbenikom in skladateljem Milanom Deklevo ter njegovo hčerko, prevajalko in sinologinjo Nino Dekleva. Pogovor sva zasnovali Julija Potrč-Šavli, ki je danes ni z nami. Njeno prisotnost pa simbolizira njen književni prevod iz mladinske književnosti, in Barbara Pregl, ki bom danes radovedna za dve. Bi kar začeli, gospod Milan, z vami. Vaše literarno delo vsega najrazličnejša področja, pišete poezijo, prozo, eseje, lutkovne in radijske igre, otroška mladinska dela. Med drugim ste leta 2011 prejeli desetnico, to je nagrada Društva slovenskih pisateljev, za pesmarico prvih besed. Danes seveda se bomo pogovarjali predvsem o vajnem prevajanju za otroka in mladino in zato za začetek v bistvu splošno vprašanje za oba. Kako se vam zdi, da je pisanje in prevajanje za otroko in mladino, kako se razlikuje od pisanja in prevajanja književnosti za odrasle? Mnogi namreč menijo, da je prevajanje mladinske književnosti primerno za začetnike, da je lažje. Mislim, da smo našli prava sogovornika, da ta klišej uvržemo. Ja, to je treba z gnusom zavreči, take insinuacije. Nasprotno, zelo zapletena stvar je prevajanje otroške in mladinske literature. Poezija se mi zdi pa posebej. Zakaj tako mislim? Zato, ker pri odraslih si vendarle lahko pomagaš z neko filozofijo ali pa z neko metafizičnim ozadjem. Tisto, kar je metafizično, kar rečemo, da je tisto, kar dela čar otroške in mladinske poezije, pa je skrito v formi, skrito je v zvenu besed. Zato je treba biti toliko bolj, se mi zdi, in muzikaličen in jezikovno obrtniško spreten. A pa se vam zdi, da je to samo za poezijo? Ker to ste zelo izpostavili. Ne, jaz sem... Nina? Mislim, jaz bi rekla, da je pač problem v tem, da pri otroški literaturi stvari, ki delujejo preproste, v resnici niso preproste. Ker če jih prevajaš na tako zelo dobeseden način in hitro ratajo, kako bi temu rekli, bebave. Tako da moraš biti zelo pazljiv in moraš se hkrati znati igrati, seveda. Tako da tukaj mislim, da je v bistvu ta lažna preprostost, tukaj je ta hakelc. No, vse to, kar ste izpostavili v resnici, igranje z jezikom. Se mi zdi, da pri prevajanju mladinske književnosti še zlasti pride do izraza. Nekako tudi dopustno je, da se prevodi mladinske književnosti, bi rekla, bolj razlikujejo od izvirnikov. Kaj pa o tem pravta? Kako da se bolj, kaj ste rekli? Da se razlikujejo. Ja, se pravi, da je prevod v bistvu mladinske književnosti se lahko... Bolj svobodno. Ja, je bolj svoboden in se bolj razlikuje od izvirnika, kot pa recimo pri književnosti za odrasle. Jaz bi rekla, da je zelo težko pač stvari, ki so osnovane, tako kot je Milan rekel, na formi in pa kjer se avtorji že sami v izvirniku pač igrajo z besedami in tako tam si težko, mislim, to je nekaj, kar je dobesedno neprevedljivo, seveda moraš poiskati ustreznice v slovenskem jeziku, moraš uporabiti veliko domišljije za to, da najdeš nekaj, kar v našem ciljnem jeziku na isti način fino zveni in se igra z besedami kot pač v izvirniku. In tukaj je nekaj, kjer seveda dobeseden prevod nikakor ne pride v poštev in kjer si mora človek vzeti malo več svobode za to, da prenese pomen, ki ga je avtor hotel v izvirniku povedati. Jaz se ne bi rad vas učil, ker
ker vem, da ste mojstri besed vsi, ki tukaj sedite, ampak recimo čisto preprosto v angleščini vemo, kako močen je ta jezik, kar se tiče istozvočnic in isto pomen. V slovenščini moramo to najti, tako kot je Nina rekla, narediti neko vink, zaobiti to, ker slovenščina tega tu ni tako bogata, je pa bogata v jasno pregibnosti, v zvočnosti, v rimanju, v naglasu, premičnem naglasu in tako naprej. Tako da tukaj najdeš ponovadi take rešitve, da jaz sem res včasih prav impresioniran ne nad sabo, ampak nad jezikom, v katerega sem rojen in v vseh nastopih rečem, ena od res velikih milosti zame je, da sem rojen v tako čudovit jezik, kot je slovenščina. Ja, to je spet eden od klišejev, ki nekako velja, ne, da je slovenščina toga okorna, seveda pač vemo, da temu ni tako, ampak vendar, no. Mislim, posebej rečejo, se ne da neka šansona, neke pete poezije narediti v slovenščini dobro, vraga se ne da. Da se da. Zelo dobre stvari se da narediti. Ja, se s tem mogoče povezano tudi, v bistvu, bi rekla, oznaka. Ne? Po eni strani v bistvu se za prozo nekako uporablja prevod, v prevajanih prevodih pa pogosto piše, da sta prepesnila. Ne? Je to sam povezano s poezijo ali je to poseben status? Namreč, torej drugi prevajalci, recimo nekaj istih avtorjev, ki ste jih video prevajala, tega statusa niso dosegli, ne? A vi mislite, da je to pohvalno, ne? Ja. Ja, jaz se bojim, da to se kakšni kar gradijo, pa rečejo, mogoče pa malo preveč svobodno, to pa rečejo prepesnili. Ne, jaz mislim, da je to pozitivno znak, tako se mi zdi, nobel se mi zdi, no, dobro se sliši. Ja, meni se tudi dobro sliši. Jaz ne vem, kako bi to komentirala, mislim. Težko bi sama zase rekla, da imam kot prevajalka poseben status, koncev sem v literarnem prevodu prej začetnik, kot sicer že dolga leta prevajam in prevajam ravno za mladino in otroke, ampak delala sem za Radio in televizijo Slovenija in sem prevajala risanke za sinhronizacijo. Kako je pa to prišlo do tega, da sem dobila ta poseben status pri literarnem prevodu, najbrž malo podedovano od Milana. No, to sem ravno hotela vprašati, ne v resnici. Vidite, da je v bistvu prevajanje tudi dedno, ne? Jaz zdaj samo upam, da je tudi nalezljivo. Da bom še jaz, da ne sem korona, ampak da je tudi prevajanje, prevod nalezljiv. Pri nas je, zato ker je žena in mama Ninina tudi jezikoslovka in prevajalka, tako da se res veliko pogovarjamo tudi o tem. Tako da najbrž bi rekel, no, da je res to občutek za jezik nekaj, kar ni samo privzgojenega, ampak je tudi podedvano. Vsi smo imeli neke prednike, ki so se ukvarjali ali s pisanjem svojim ali pa prevajanjem. Je pa res, da če v takšnem okolju pač raseš, kjer si izkusil obkrožen in z besedo in s knjigo, težko uideš temu, da se te kaj ne prime, ne? Ampak to, kar ste prej rekli, Nina omenila, prevajanje za sinhronizacijo, to se mi zdi, da je sjajna šola. Ja. Tukaj Dušanka tudi, pa ona najbrž bi me takoj potrdila. Dušanka Zabukovci, ki je toliko časa vodila pač oddelek za prevajanje na televiziji. Ona ve, kakšen posel je to krval. Jaz sem se veliko naučil, moram reči. Nina je na srečo tudi muzikalna, tudi ona se z glasbo ukvarjala, tako da se mi zdi, da je to res imeniten trening potem za poezijo, ki je tiskana, ki jo beremo. Ja, na glasu pa tudi še, ampak
tudi, kadar beremo tiho, morali pozveneti. Zdaj smo dve besedi recimo omenili doslej, se pravi prevod in kakovost, in jaz bi rada, da jih povežemo tudi z mladinsko književnostjo. To je v bistvu zelo težko vprašanje, ampak vendar. Kaj pa v vašem mnenju določa kakovosten prevod mladinske književnosti? Kako bi ga opredelila, kje so vajni zgledi? Gotovo sta tudi o tem razmišljala. Ja, kar V resnici ne vem, če znam na to vprašanje odgovoriti. Saj smo se prej pogovarjali, pa smo rekli, velikrat slišimo, da nekdo reče, to je dober prevod ali pa slab prevod, pa ni nobene posebne argumentacije, zakaj je tako. Jaz bi rekla, da je zame najbolj pomembno, da ko knjigo primemo v roke, ki je prevedena, da mi ta knjiga v resnici v celem jeziku dobro zveni, se pravi, da imamo občutek v bistvu, da berem besedilo, ki bi lahko bilo napisano v moji materinščini, se pravi, kljub temu, da je izvirnik v nekem drugem jeziku, da imam občutek, kot da berem nekaj, kar bi lahko bilo že v originalu napisano v slovenščini, se pravi, da je to neko tekoče branje, kjer imam jaz občutek, da sploh ne berem prevoda. Ne? Kako pa to dosežeš, pa je pa cela znanost najbrž. Ja, točno to sem jaz zdaj razmišljal. Točno to bi rekel. Razmišljal sem namreč o tem, zakaj rečemo, da so Župančičevi mehurčki izjemna otroška literatura. To se pravi, če neki prevod zazveni v slovenščini tako, ko nam zvenijo mehurčki, potem je to nedvomno dober prevod. In če otrok niti ne ve, da je to napisal Thomas Stearns Eliot, mačke, ampak če jih bere in se pri tem hahla in veseli, se mi zdi, da to je neko znamenje dobrega prevoda. Jasno, da to ni kakšna znanstvena utemeljitev, ampak kar naprej se vrtimo okrog te formalnosti in mislim, da je tukaj ključ, ker pri otroški poeziji, pri igri z besedami mora vse stoji in zdrsne tudi ne na pomenu, ampak na tem, kako stvari zvenijo in kako sta zven in glasbeni tok besede nosi za seboj tisto, kar sem prej imenoval metafizično. Ampak vsem se mi zdi, da ne bi pa želela, no? Mislim, se mi zdi krasno to vajno razmišljanje, ampak vendar obstaja pa tudi neka druga krilatica o tem, da smo prevajalci pravzaprav v besedilu nevidni, ne? In da moramo ostati nevidni. Zdaj, prevodoslovje v zadnjem času v bistvu izpostavlja, da seveda ne moramo biti vidni in ravno te vajni prevodi, ki so naravni, niso pa nevidni, no, tako. Jaz ne bi hotel biti neviden prevajalec. Ja. Res. Ja. Mislim, vse vem, da je to malo skregano s teorijo, ampak... Ne, ni. Jaz ne vem. Jaz moram, to se mi zdi ravno tako zelo podoben postopek, kakor da bi sam pisal svojo poezijo ali pa svojo prozo. Res. In če pri nekem originalu najdem stvari, ki me presenetijo, se mi zdi to večji izziv. Kako da jaz česa tazga nisem pomislil. In zdaj moram najti res dobro ustreznico. Ja, mislim podobno kot Milan, seveda, ko sem rekla, ne, da se mi zdi, da pač more knjiga zveneti tako, kot da bi bila izvirno napisana v slovenščini, seveda nisem mislila, da tukaj se kar zanemari prevajalca in se, ne vem, spregleda njegovo delo, ne. Pomembno je, ja, to je nek ustvarjalen postopek, ki je podoben pisanju in kljub temu, da jaz recimo ne ustvarjam tako kot Milan sama lastnih besedil, se mi pa zdi, da je pa to en način, skozi katerega jaz pač se lahko izražam in kjer
se igram s tem, kar je avtor povedal in poskušam to v slovenščini čim bolje tudi sama povedati. Ne? Tako da se mi absolutno ne zdi, da bi se prevajalce kar zanemarjala, ne? Pa rekel... Ne vem, pogledajte, vsi vedno rečemo, vaje v slogu, kaj ne. Ja, kdo drug pa stoji za njim, kaj Aleš Belka z vsem svojim repertoarjem jezikovnim in to bravovoznostjo, ki mu je tudi nekako prirojena. Sej tukaj se ne da, kaj češ tukaj skrivati, po mojem. Vem, kaj misli teorija s to skritostjo prevajalca, ampak to se mi zdi. Vsako prevajanje je tolmačenje, je neke vrste cel sistem hermenevtike. Z vsakim delom spostavljaš sam osebno najprej celo zgradbo, kako to razumeti, kaj lahko napačno razumem, kako prenesti nek kulturno, socialno, družbeni kontekst, ki ga nosi original v ciljni jezik in tako naprej. Jaz moram reči, da sem se že kot mlada srednješolka navdušenka nad Shakespearom in njegovimi deli in kakšen virtuos je bil on z jezikom, ampak ravno tak virtuos je bil seveda Janez Menard, ki je prevajal njegove sonete. Jaz si sploh ne predstavljam, da ne bi kdo vedel, kdo stoji za tem in sem vsakič očarana, kako te sonete zvenijo tudi v slovenščini. Tako da skriti prevajalci. Ne vem. Malo se mi zdi pač absurdno, mislim, absurdna fraza, no. Spet bom omenil angleščino, ker imamo večino stvari tukaj prevedenih z angleščine. Angleščina s to svojo velikansko svobodo, govorim zdaj o nonsens poeziji, o tem, kako se zna igrati, brisati pomene, vzpostavljati metaforične pomene, te analogije in tako naprej. To je treba na nek način na novo vzpostaviti v slovenščini, ker te tradicije enostavno ni. In recimo, ko sem prevajal, kaj pa vem, recimo tale knjiga je zanimiva, Sukumar Raj, on je indijski pisal v angleščini tudi, bil je, dobro je poznal Lira, Edvarda Lira in vse, to so bili njegovi sodobniki, da tako rečem, in on se je znal strašno lepo igrati z besedami in kako zdaj to vzpostaviti nekaj, kar je res šaljivo, kar na vides res razdera neko vso pomensko podstat jezika. Treba je bilo izumljati čisto novo in to poskusiti slovenščini, da ne bi zvenelo prisiljeno, jasno spet, da ne bi zvenelo nekaj kar tako, čeprav naslov brezvezne rime. Da ne bi bilo brez veze v resnici. Ja. Ampak v resnici ne. Po eni strani v bistvu, tako, jaz ko sem brala recimo vaše lastne pesmi, se pravi mladinske, ne, sem se večkrat vprašala, a bi to, hočem reči, ne vem, zdaj mi vi povejte, no, a bi te pesmi nastale brez tega, da ste imeli vi pogled v nonsensno poezijo, da ste se vi učili, da vas to očitno zelo vleče, ne, da vas zelo zanima. Hočem reči, vedno govorimo, pač prevod je odraz izvirnika in tako, ne, ampak ko sem vas brala, se pravi, sem razmišljala ravno obratno. Mislim, da ja. Mislim, da takrat, ko sem prve pesmi, kaj so že kaj že prva zbirka, se ne vem, neki sanjami in
Lačni sanjavci, hvala. Ja, takrat po mojem nisem kaj dosti vedel o poeziji nonsensa. In meni se je to zelo organsko zapisalo. Da vedno me je zanimalo pri mladinski literaturi, predvsem ta spoj realnosti in domišljije in to pretakanje enega v drugo. To bi najbrž vsak pisatelj, mladinski ali pa otroški, tako rekel, ampak res je to zanimivo. Kako je za ene zelo konkretne situacije kar naenkrat odpeljati zgodbo ali pa pesem v totalno oddaljenost, čisti izmišljijski prostor. Kaj pa recimo urednikovanje, ne? Dolg časa ste bili tudi urednik na televiziji. Kako se recimo, a je to, ki je vplivalo, oziroma a je to, da ste tudi prevajali, da ste pisali, vplivali na uredniško delo, ali tudi to, da ste urednik, torej, ne? Kako se pa tukaj te vloge prepletajo? Mogoče najbrž je že kaj vplivalo, ampak tudi jaz sem velik delal za risanke, ker je bil to, se mi je tudi meni zdel imeniten trening. Ampak pravzaprav sem jaz, še ena velika sreča moja je bila, da sem vedno delal stvari z mladimi in to se mi zdi, da je nekaj res, kar je človeku res podarjeno, da mi ni bilo treba. No, tukaj smo recimo, če omenimo Roalda Dahla, on je en tak, se mi zdi, prekucuški avtor, ki prekucne svet na glavo na nek način, to pa na tak način, da otrokom ni več prikrival tega, da je svet grozen in strašljiv, ampak grozen in strašljiv je predvsem zaradi odraslih. In on tukaj brani otroštvo na vso moč, to na en zelo prefrigan način in imenitni, jasno. In tako se mi zdi, da če ima človek srečo, da lahko dela z otroki, da se z njimi igra, če pa še v službi lahko to počne, pa to lepše. Ja, zdaj smo prišli že malo na Roalda Dahla. Ja, vse super. Kakšne so pa v bistvu posebnosti prevajanja? Ne? Zdaj vsak avtor verjetno zahteva neko, ne vem, strategijo, ali pa ne vem, kako se specifika njegovega jezika zrcali tudi pa. Vse tega sem se že dotaknil in to mislim, da je pri Dahlu zelo pomembno. Tukaj so bili že fini prevodi, recimo Bogdana Gradišnika in še drugih prevajalcev, da ujame ravno to, kaj bi rekel, to neskladje, to dramatično napetost med temi grozotami, med tem, kar je včasih zveni malo nagnusno tudi, ne? Odvratne rime so, ja. Ampak v resnici pa zadnji ta sistem vrednot, ki je zelo klasičen, se mi zdi, in ki brani prav tisto, kar izginja v tem svetu, to pa je prostor domišljije, pogum za to, da otroci kljub odraslim, kljub temu, da jim stoji marsikaj na poti, ohranijo prostor svoje svobode in igre. To se mi zdi, da je treba pri Roaldu Dahlu vedno upoštevati. Robotga, grobga, kar je podobno zverini. Buffalo, slišim jaz zadnji za Garfalo, je pač vemo vsi, kaj je. Zdaj pa v slovenščini sem iskal nekaj podobnega. Spoj dveh pomenov in to je zverjasec, hkrati je zver in hkrati merjasec, recimo, ne? Kaj je nekaj zverinskega. Tako da je, to pa je zelo pomembno, ker vemo, kako je ta junak nežen v bistvu. Ja, druga stvar, ki se mi je tako posrečila, se mi zdi, če smem se malo hvaliti, pa ker je duša, ker tukaj so telebajski. Edina televizija
na širnem svetu, ki je uspelo prevesti Teletubbies v izveren jezik, je Slovenija. Ker je to ne po moji zaslugi toliko, ampak po zaslugi urednice Andreje Hafner, ki je toliko časa masirala BBC-jevce, da so na to pristali. In ona to zna dobro. Krasno. In pomensko je pa, se mi zdi, zelo blizu, ne. Tako da res, to so res telebajski, če se spomnite teh figurij, kako se obnašajo, se mi zdi, da je to kar zelo blizu izvirniku. Ja, ta gibnik, ki ste prej ga omenila, tukaj sem se tudi en čas močil, kako to prevesti. Puding, predstavljajte se, kako bi bil to čudežni puding. To je meni grozen, ne. Puding se je tak nekaj, ki nima nobene oblike, ne. Ja, res je In to ni angleški puding, oziroma tudi avstralski ne, zato ker njim pomeni ta puding, jim je pomeni čist nekaj drugega, gre za, to delajo oni tiste mesne pite, ne vem, nam noter namešajo vsega Boga, ampak to nič ne migota, tako kot pri nas. To ni kakšna želatina. Ja, tako da mi je prav prišel, nenadoma sem se spomnil tega arhaizma, ki je zginil, in to je gibnik, ne, včasih je to pomenilo nekaj podobnega, čemu zdaj pravimo puding, in čudežni gibnik je bil pa sjajen, ker ta junak je nenehoma v gibanju, on se sploh ne ustavi, ne. On skozi beži in skozi ga lovijo. Tako da je to res bilo tudi v tem smislu, je fino parane. Ampak recimo te vsi prevodi, ne, kako, a so nastali na vašo pobudo, ali jih je založba predlagala, kako je bilo? Recimo, večinoma moram reči, da so založniki sami predlagali. Tisto, kar jaz predlagam, pa nekako, jaz ne vem zakaj, zelo dolgo traja, veliko razmišljajo. Tako da sreča sem recimo imel za mačke Eliotove, da mi jih je ponudil sam Andrej Ilc, kot tudi da zdaj se mi zdi, da bi težko prišel s takimi predlogi v igro to, da bi sploh se založbe za to zanimale. Žal je tudi tukaj, vsi vemo, da, kaj bi rekel, diktat trga teh uspešnic in tega hitenja za to, da lovimo za rep, tisto, kar je uspešno v tujini, je tudi pri nas začelo prevladovati, tako da že zelo, zelo dolgo se menim recimo za en prevod Silvije Plath, otroški, pa upam, da bo nekoč vendarle prišlo do tega. Recimo Zverjanstvo, ne, je sledil recimo prevod Zverjaščka, pa tale se mi tudi zdi zelo posrečen naslov, bi se gnetli na tej metli, ne. Mamica, ki je si hiška, mehna kot miška, polž na potepu, na kitovem repu. Ne. Se pravi, v bistvu v resnici so te knjige kar nekako dobile nek status nekih kultnih knjig. Nekako se mi zdi, da so tudi zelo brane, ampak mogoče Nina tudi za vas, ne? Vi ste v bistvu vsem potem zdaj prevzeli neko štafeto in stopili v zelo velike čevlje. A je to breme? Mislim, ali je to... Jaz sem nekako prišla do tega v bistvu tako, da sem že prej delala, tako kot sem rekla, za RTV Slovenija in oni so v kombinaciji, mislim, z Mladinsko knjigo nekako v kombinaciji izdajajo knjige in pa risanke tega dvojca, ker so se na BBC-u nekaj let nazaj odločili, da bo nek studio Magic Light Pictures vsako leto naredil, temu oni rečejo special, se pravi polurno risanko prav na temo
razen takrat, ko je bila obletnica, mislim, da dala, ko so delali Odvratne rime, so nekako pod okrilje vzeli Aksla in pa Đulijo in izdajajo njihove risanke. Tako da jaz sem v bistvu prišla do tega, da sem najprej delala priredbe Milanovih verzov, zato da so se ujemale s sinhronizacijo in potem so začele nekako te risanke včasih tudi prehitevati to, kar smo mi že imeli prevedeno v knjigi in ker sem jaz to počela za RTV Slovenija, so me nekako povezali z Mladinsko knjigo in so bili tam tako pogumni, da so mi vsem dali priložnost. Seveda so veliki čevlji in sploh so oni blazno tuhtali, zato ko so rekli, tam je pa vse Milan Dekleva podpisan pod prevod, kako bomo zdaj to, pa so le nekako se opogumali in potem so bili očitno dovolj zadovoljni z mojim prevodom, da smo zdaj nekako kar v kombinaciji, se pravim, z RTV-em, ki izdaja te risanke, se odločili za to, da jaz prevzamem to štafeto in nadaljujem. Poskušam odmisliti to, da moram stopati v tako velike čevlje. No, skratka, Nina je res sami se je opozili, jaz nisem imel nič pri tem. Nisem niti insinuirala, da ne bo pomotila. Ne, se vem. Ampak pravim, mogoče zdaj, ko se že o tem pogovarjamo. In mislim, da ji res gre zelo, zelo dobro to. Ne, ker v bistvu se mogoče ravno zato, ne, da pač malo, torej, da ne bo nekih narobe razumljenih insinuacij, ki niso to. Namreč, učala mi dole, zdaj pa se kot držim tlele. Pančič, ne, je tak v resnici prevod zelo zanimiv, ne. Se pravi, to je v bistvu prevod, ki je prej že šel, podpisala ga je druga prevajalka pod drugim naslovom Hlodko. Jaz sem tudi tega brala, tudi v bistvu uveljavljena mladinska pisateljica, ne, ampak ni me, no, ta prevod me ni tako prepričal, ne. Vi ste se pa tega potem lotili, se pravi, stalno v resnici, ne, imate to vlogo, no, nekak, ne? Ja, se to zgodilo, da je pač že prevajalka pred mano prevajala za drugo založniško hišo. Težko je seveda, kadar je nekdo, in tako, kot ste rekli, že uveljavljen, pa potem ti narediš nekaj drugega, pa ljudje že poznajo predhodno delo in ni tako enostavno jih prepričati, da sprejmejo potem tvoj prevod. Jaz sem poskušala v to iti čisto neobremenjeno in tudi sem sicer že pred leti, tudi jaz se srečala s temi drugimi prevodi, pa ni se to zgodilo sam pri Palčiču, tudi Miši Razbojnik je bil že prej preveden, pa zdaj na novo je izšel Zog. Jaz se poskušam držati malo... Zog, ki je na prvem mestu prodajnih knjig. Trenutno, ja. Čestitke? Ja. Tako je, da jaz poskušam nekako odmisliti to, da so že pred mano prevajali, tudi se poskušam držati stran od tistega prevoda in ne berem, kaj so oni počeli pred mano, zato ker imam potem občutek, da če seveda žvečim njihova besedila, da imam to nekako v glavi in pa težko jaz sama zase ustvarim lastno delo in ustvarim lasten prevod. Je pa, sem rekla, to tako mogoče dvorezen meč, prepričati nekoga, ki pozna že nekaj, je težko, ne? Tako, kot sem prej omenila Shakespearea, nekdo, ki je tako seznanjen z Menardovimi prevodi, pač težko sprejme mogoče neke novejše poskuse ali pa tako, kot ne vem, Župančič, ki je bil ravno tako znan prevajalec njegovih dram, iti za njim prevajati pogumno. Jesihu ni bilo lahko, pa imam jaz zelo rada njegove prevode in so mi
pač odlično je to naredil, ne glede na to, da je imel takega predhodnika pred sabo, tako da mogoče pač je treba se pravimo to iti neobremenjeno, pa malo stopiti ven iz tega, kdo je že pred tabo prevajal, pa kakšne čevlje moraš zapolniti, pa se pač pogumno lotiti dela, zdaj, a je pa to uspešno ali pa uspešno sprejeto, je pa pač malo odvisno tudi od bralcev, pa se pravim, to, da so mi sploh dali možnost, da zapolnim te čevlje. Prej, ko smo govorili o prevodih pa prepesnenih, ne, v bistvu pač Bina Štefenc-Bavc nikoli ni v bistvu dosegla tega statusa prepesnila, ne, vedno je prevedla, piše. Na to sem bila še posebej pozorna, ja. Se pravi, v bistvu še druga dela, ne, tako smo rekli, Julia Donaldson ste prevedli, recimo Pet Grdin, Lini, Lazi, Mišji razbojnik. A sta se kar nekako odločila, da boste zdaj vi njena besedila prevajala ali boste to sprotce odločali? No, pravzaprav je bilo tako, da, kot sem prej rekel, opazili so Nino, jaz sem pa mal začel mohvati, predvsem zaradi Williamsa, ker sem ga imel že do vrha glave. Bi že zdavnaj prej nehal, če ne bi moj vnuk tako rad bral teh knjig, pa sem rekel, dobro, bom pa še kakšno stisnil, ampak res sem se naveličil in me Nina na nek način odrežka. Jaz sem imel tudi potem svoje delo, tako da sem si želel malo vzeti oddiha, pa prevesti še kaj drugega, tako da je to bilo. Sploh je pa tempo divji pri Williamsu, ker poskušajo slediti temu, kar izhaja v izvirniku in jaz sem letos imela, mislim, da kar 3 knjige, eno za drugo niso zdaj šle, zaradi tega, ker se je v tem času, ko se je ta korona nam zgodila, so se zamaknili izidi knjig, ampak od tega Ati v zagati so zdaj šli še brezupno obupni učitelji, potem, ko je Milan prevajal pač brezupno obupne otroke, pa še 2 knjigi sledita in to je bilo tako res eno za drugo in je kar hud tempo in če mogoče, tako kot je Milan rekel, se že malo naveličaš, je pa težko to, ne, tako na hitro sproducirati, pa kakor bi že založniška hiša želela, pa moram reči, da tudi jaz rabim včasih malo predaha, no. Ja, Julia pa Axel sta jasno dosti bolj privlačna za prevajanje, ne? Tudi tebi najboljš. Jaz moram reči, da mislim, sej je čist drugače seveda, ne, pa tudi druga ciljna publika, to je za mlajše, ampak moram reči, da tukaj tudi jaz bolj uživam, ker se lahko igram, ker se tudi igram z verziji in z rimami in tako naprej. Ja, pa neka močna poetika stoji zadnji. Ja. Je neka forma, ki funkcionira zelo dobro, ne. Williams je pa en človek, ki se bo celo življenje trudil postati Roald Dahl, pa nikoli ne bo, ne. Jaz imam tudi tako občutek, ja, čeprav ga primerjajo kar naprej na naslovnicah, ampak ne vem, če bi lahko rekla, da je to enakoznačno z Roaldom Dahlom. Zdaj, ko takole klepetamo, me zanima, kaj bi se vidva vprašala, to mi je zdaj padlo na pamet, no? Kaj bi se vidva sebe vprašala? O čem bi vidva želela govoriti, recimo, takole? Je kakšno tako vprašanje, ki... Mogoče kaj preberemo, to bo bolj. To bo zbrali. Zdaj sem mislila, mogoče še kakšno vprašanje tako, na katerega ste vedno želela odgovoriti, pa meni vprašal. Ojoj. Pa ne. Mene je strah vedno pred prevajalci, ker se nikoli toliko ne razmišljam pravzaprav o tem, o teoriji prevajanja. Ja. Jaz sem bolj multipraktik. Tako vedno me je zanimalo veliko stvari, pokriti veliko plasti v jeziku mojem. Nisem pa nikoli obvladal kakšnega tujega jezika tako, niti približno tako kot svojega, pa še svojega, kar naprej kontroliram in odpiram, verjemite mi,
vse možne slovarje in razvezane jezike in tako naprej, da ne bi vedno pravim jezik presega, daleč presega avtorja, pa to že pri prvem stavku to zelo globoko začutiš. Pri prevodu je pa to napotencirano na drugo potenco. Ja, mene tudi malo skrbi zdaj, da mi dva tukaj tako pametujemo, zraven sedijo pa ljudje, ki so... Klepetamo, Barbara je rekla klepet, tako da upam, da niste nezadovoljni, tudi klepet je kar nekaj v teh težkih časih. Ker jaz sem tudi priučena prevajalka, nisem podkovana s takim teoretičnim znanjem, kot ga imajo prisotni tukaj. Padla sem pa v to čisto slučajno, najprej na RTV-u, kjer so me tudi opazili, pravzaprav zaradi tega, ker so rabili prevajalko iz francoščine in jaz sem v bistvu začela prevajati konec srednje šole, ker sem takrat se učila kar precej jezikov, bila sem na klasični gimnaziji, kjer sem imela latinščino in v kombinaciji z francoščino in pa tudi nekaj italijanščine, pa seveda angleščino in pa na podlagi tega, da so takrat rabili za RTV pač nekoga, ki zna francosko in jim bo prevedel eno risanko, so mene povabili k sodelovanju in so me tudi preizkusili in bili zadovoljni in potem je bila sreča seveda, ker sem jaz se pravim tako bila mogoče praktična, da so me uporabili, ker sem pač govorila ene par jezikov in so me zato lahko tudi pol na več projektov razporedili, ampak nisem pa pol nikoli šla študirati tega. Sem šla študirati pač kitajščino, kjer smo se sicer tudi učili nekaj prevajanja, ampak to je pa itak čist druga stvar spet. No, ampak ta izkušnja mogoče bi bila pa zanimiva, da si umela ti z kitajščine, z tega jezika, ki je tako daleč. Ko to je meni bilo, že ker študirala kitajščino, sem rekel, jaz bi rabil še eno življenje, če bi hotel sploh se približen priučiti tega jezika. Ja, saj mislim, da ga bom jaz tudi rabila. Ne, ampak ja, bilo je zanimivo. Jaz sem za diplomsko nalogo namreč prevajala staro kitajsko poezijo in to kar tako iz dinastije Tang, to je tam 7. stoletje našega štetja in seveda to tudi ni kitajščina, ki se jo zdaj govori. Tisti je bil poseben izziv, sploh ne vem, kako mi je padalo na pamet, da sem se tega lotila. Ampak ja, zdaj se dogovarjamo, da mogoče celo bom za mladinsko knjigo nekaj v tem smislu naredila, pomogla malo, ne vem kako naj to rečem, moja kitajščina, pa to prevajanje, ko sem ga takrat izvajala iz naftalina, potegnila, kako bi se temu rekli, pa nadaljevati tam, kjer sem ostala, ampak ja, takrat je bilo narejenih 44 prevodov teh starih kitajskih pesmi in to je res bil velik izziv prevesti nekaj, kjer imaš jezik, ki je ena beseda, ena pismenka je ena beseda, mi imamo pa in drugačno gramatiko in pač črke in vse, da ne govorim o tem, kakšne zapletene strukture pesmi so imeli s kitajščino, ki je tonalen jezik, prav v tem obdobju Tanga, ko je simbolno ozadje. Simbolno ozadje, kjer moraš poznati celotno filozofijo in to je res bilo eno cvetoče obdobje v kitajski zgodovini, kjer se je ustvarjalo res veliko poezije. Tako da ja, to je bilo... Izredno zanimivo, ne? Ja, to je bilo posebno delo in takrat sem veliko sodelovala tudi s profesorjem na faksu in prav Maja Lavrač, ki je bila moja profesorca za kitajsko literaturo in je tudi prevajala že predtem Wang Weia v slovenščino in zelo plodovito prevaja, mislim, da tudi še zdaj to staro kitajsko poezijo. Pač veliko je bilo dela, veliko je bilo študiranja, veliko je bilo dogovarjanja z njo in moraš biti tudi malo nor, če prevajaš.
A bi se zdaj še kakšni norosti prepustili, a bi kaj video prebrala, še izvajanih? No, kar bi si želela prebrati, kar bi želela deliti z nami? No, jaz sem mislila, da bi prebral eno, ali se mudi, ko smo govorili že o Dodalu, pa o tem, kako prevrača svet in vendar je z vsem srcem pri tistih, ki nimajo moči in ki so pravzaprav ogroženi. Zverine Grdine, to so druga njegova zbirka, malo manj mogoče pri nas znana kot Odvratne rime, ampak ravno tako kvalitetna. In Pujs je prva pesem v tej zbirki, ki gre v slovenščini takole. Nekoč je v Angliji živel enkratno bister Pujs debel. Prekašal je vse telebane, imel razvite možgane. Sešteval je, množil, delil, vse dni ob knjigah se potil, spoznal se je na avione, motorje, stroje in kanone. Nečesa pa še ni dognal, čeprav se je naprezal kot žival. Ves čas je tuhtal, celo zimo. V čem je smisel, da živimo? Zakaj je vrtal? Smo se sploh rodili in kaj na zemlji naj bi naredili? Grbančil je možganske zanke, da bi razrešil te uganke. Potem se neke čudežne noči v prašiči glavi tema razvetli. Poskočil je kot plesal bi balet in vzkliknil: Bog me, to je za umret! Vso nežno rožnato slanino prodali bodo kot zlatnino. Moj sočni jezik, svinjski gobec, bo naseklal mesarski pobec. Saj vem, ta človek je res krut, zato mu prija moj pršut. Prav zdaj le misli, to debelo prase spremenil v slastne bom klobase, da bi na kavljih krvaveč visel, zato naj Pujs bi živel in trpel. Ta misel ga ni pomirila, z nemirom ga je napolnila. Ko zjutraj pride rejec Blažič, z vedrom krme se debeli vražič zažene vanj in besto, kruli s kopitom ga vseka po čebuli. Sledi pesnitve grizoviti del, ki ga prijazni bralec ni vesel. In le to bo moral razumeti, da so trenutki kmetu šteti. Naš Pujs ga žveči od peta do glave, počasi, da ne pogubi prebave. Porabil je 1,5 uro, da je pojedel bedno kreaturo. Ko je naš Pujs seveda poobedoval, ga ni zapekla vest, ni žaloval. Popraskal se je po nabriti glavi in modro rekel: ne bi bil pri pravi, če bi ga pustil iti. Kmečko motovilo bi me pojedlo za kosilo. Tako bo spal, kot si je sam posklal. Jaz nisem kriv, če me je on izval. V srčju savane se zgodaj dani, lev tam leži in si grivo gladi. Koduje ves fin nosorog lep silak, brhki plamenci povsem brez napak. Zebra je ljubka in leopard čiv, kakšna krasota, kdo jo bo skazil. Kdo ta nestvor je, ta gnusni čudak, noge suhljate, bradat, rdeče dlak, čokat prsni koš in koščina je rit, kaj neprivlačen, zares grozovit. Gnuje, potavi nerodno caca, kljusa okrog in si pesem mrmra. Jaz sem Grdina, Grdina le ena, grša od mene žival ni nobena. Po videzu res sem okorna marcina, jaz sem Grdina, Grdina edina. Tu je nekdo, ki je grd kakor jaz, kdo ta primerek je strašnih nakaz? Hijena sem lisasta, me veseli, na videz bolj zlobna, še grša kot ti. Z resasto grivo in šekasto dlako, si že kdaj srečal takšno lespako? Moj glas je ječanje, včasih hehet, hrustljave kosti moj najljubši obed. Goščavi sem ena najgrših zverin, gnu vedro zavrisne, huraso trpin. In potem gre to seveda tako naprej, srečujeta druge Grdine, dokler
se proti koncu knjige, pa to bo zdaj v slovenščini, verzne prelomi in v slovenščini bi temu rekel kvarnik, ali kako, ne, upam, da to ne bo prehud spoiler, ker bom preskočila na konec knjige, ampak zaključi se takole. Postoj za trenutek, tišina, poglej, kdo kuka iz brlogov, iz gošče in zvej. Smo vaši mladički, vi hranite nas, priklicati znate na smeh na obraz. Kdor čisti nas Boža in dobro redi, ljubili ga bomo do konca vseh dni. Všeč so nam lise in gube kocine, kruljenje vaše naj nikdar ne mine. Nam se nikakor ne zdite grozljivi, za nas ste privlačni, nadvse očarljivi. Nežni, a močni ste kakor gorila, iz naših ust sliši se pesem bolj mila. Prekrasnih pet, saj slajši ste kakor mleko in med. Prav vi ste najkrasnejši afriški cvet. Prekrasnih pet. Ja. Hvala lepa, to je bilo izvrstno. Zdaj bi se lahko tle končala, ampak sem pripričana, da ima občinstvo tudi kakšno vprašanje. Potem pa mislim, da... Zdaj se šele vidimo. Ja? Jaz nobene roke ne vidim, je pa res, da imam težave z očali, mi skozi ne dajejo. Ne, noben se ne bi nič pogumil. Inač, potem bi se pa jaz zahvalila obema gostoma, zahvalila bi se publiki. Tukaj sem pa hotela samo zaključiti s tem verzom iz nadležne znanosti, iz brezveznih rim. Če ne, opeko zgrabimo, postal boš knjižni mol. Hvala. Hvala vam. Midva se pa zahvaljujeva za prijazen naslov našega večera. Pridobljeno v prevodu, upam, da ni bilo to samo, kaj bi rekel, ljudnost pa, ne? Daleč od tega. Hvala lepa za... Hvala.